Človek si lahko le predstavlja, da življenje z redko boleznijo ni nekaj preprostega. Gre za obolenje, ki človeka spremlja vse življenje, posebej pa ga zaznamuje tudi zelo dolga diagnostična pot. Ko je bolezen enkrat odkrita, je lažje, pa vendar prinaša bolezen s seboj številne izzive. Kakšna je vaša izkušnja? Torej, glejte, moja izkušnja je takšna, da sem v letu 2021 začel z zdravljenjem heliobakterije, se pravi bakterija želodca. Jaz sem pač mislil, da je tista moja težava, ampak po slabem letu smo spoznali, oziroma po opravljeni gastroskopiji, da ni to, ampak je rak na želodcu. Ja, beseda rak pomeni zelo težka beseda, je to. Težko jo človek sprejme. Tudi ko zveš, da boš operiran, zelo hudo sprejmeš. Tudi ko dobiš napotek, da boš dobival kemoterapijo predoperativno, zelo hudo je. Človeku se ruši svet. Življenje, ki si ga prej poznal, ne obstaja več. Torej, soočen si z mnogimi dilemami, ne veš, kakšen bo rezultat vsega, ne veš, kako daleč je ta bolezen napredovala. In meni je, hvala Bogu, bilo to omejeno na želodec in meni so v letu 2022 odstranili želodec v celoti, ker je bila pač tako diagnostika pokazala. Ja, po tem času pa seveda človek trpi fizično in psihično. Sam sebe mora človek prepričati, da ni to konec sveta, čeprav imaš vedno nad sabo to svojo težavo in si misliš, le kako se bo to vse skupaj končalo. Najhujše je to, da sem upal sem, da bom lahko normalno jedel, ker so mi pač rekli, da bom v večjih obrokih dnevnih to nadomeščal, to hrano, da pač ne bom imel samo 3 obroke, ampak bom to spremenil v 5x, 6x ali še več na 2 ure. Ampak pri meni se je zgodilo pač nekaj, kar mora biti pri drugih ne. Enostavno moje telo hrane ne sprejema. Jaz imam pekočo bolečino v predelu trebuha, se pravi v tem delu, ki je pač kot nek rezervni želodček, in enostavno iz tega ne pridem ven. Ja, ko sem omenil že prej, ruši se življenje, ne samo fizično, tudi psiha trpi. Trpi tudi cela družina. Vsi smo bili zelo prizadeti, ker smo do takrat dokaj normalno živeli, lepo se imeli, oba soproga sva v penziji, se pravi sva uživala, ampak res ta stvar nas je malo za nekaj časa pač ustavila nam to normalno življenje. Potrebna je bila kar velika koncentracija samega sebe, da sem sam sebe prepričal, da to ni konec sveta, da imam še nekaj upanja, da se mi izplača potruditi. Sam sebe sem prepričal, da zmorem, mogoče mi to dopušča moj karakter, tudi bližina moje družine. In nekako sem uspel prebroditi to psihološko krizo sam doma in danes me resnično ta stvar imam v ozadju vedno to bolezen, ampak nikoli v ospredju. Počutim se, kot da sem zdrav. Želim se počutiti, kot da sem zdrav, da se malo popravim. Glejte, spremeni se pa vse. Nimaš počitka več pravega, ne moreš iti k obroku, polna miza dobrot, ti se moraš odreči dobrotam, ker je zelo mala izbira tistega, kar lahko uživam kot hrano. Ampak, kot sem že rekel, s tem sem se sprijaznil, sam sebe sem do tega prepričal.
da pač ne smem se prepuščati neki stihiji. In mislim, da nam je zdaj v zadnje pol leta dokaj dobro to uspelo. Smo zopet ženo sproščena, se čist drugače pogovarjava in drugače uživava. Tako da, kaj bi rekel? Rekel bi, da bolezen je huda stvar, ni preprosta, mora biti meni pomagala bližina družina, da sem to premagal, ampak svetujem vsem, ne dajte se, splača se boriti za svoje življenje, splača se boriti za svojo družino, ki jo imate, ali pa kakor kdo že ima. Imam tudi prijatelje, pevce, imam sorodnike, imam sina, torej vnuke, vnukinjo in res se mi splača, da se potrudim in sam sebe spravljam v tist položaj, da rečem zmorem. Človek je pravzaprav vedno znova ali vsakič sproti presenečen, ko se je prisiljen soočiti s tovrstnimi izzivi v življenju in ugotovi, koliko moči lahko najde v sebi, da jih premaga. Kako vam je pravzaprav to uspelo? Kaj ste si rekli? Kako ste uspeli to doseči? Glejte, to sem dosegel čist na ta način, pa naj ne bo smešno, ne vam, gospa voditeljica, ne vsem, ki bojo ta posnetek gledali. Sam sebe sem poklical na pogovor. Usedel sem se v sobo in sem si rekel, ti zmoreš. A ti je dražje, da ti jokaš, objokuješ in starnaš in jamraš, ali ti je več mar za tvojo ljubljeno ženo, ki te ima neizmerno rada, za otroke, za vse, splača se ti potruditi. In mislim, da sem navdih najdel prav v družini. Družina je res tista, ki nudi najbolj celovito, najbolj konkretno in najtrdnejšo oporo in podporo pri takih preizkušnjah. Pa vendarle bi vas vprašala, kako pa je s klinično podporo na tej ravni, kajti bolezen vam je v življenje vnesla precejšnje, pravzaprav zelo, zelo velike spremembe. Kako vam pri tem pomaga klinična podpora, med drugim seveda tudi klinična prehrana? Torej, naj kot prvo omenim, da jaz sem izredno zadovoljen z osebjem, ki me spremlja na Onkološkem inštitutu, to je na prehranskem oddelku. Tukaj moram izpostaviti gospod dr. Nado Rotovnik Kozjek, ki mi stoji ob strani. Ona mi svetuje, ona mi pomaga. Vedno grem vesel od nje, kadar mi pove, da so kolikor toliko dobri rezultati, se pravi, tiste ta boljše verjetno ne bom nikoli več imel. Ampak to osebje na tem oddelku, jaz sem tudi več kot 3 tedne bil pri njih, da so me naučili, da sam se torej s to parenteralno prehrano, da imam doma na domu, da sem se naučil, da s tem rokovati. Jaz moram to osebje pohvaliti res iz naduše in sem vesel, da mi stojijo ob strani. Zdaj, kako je pa s to parenteralno prehrano? Glejte, jaz sem od 10 do 12 ur priklopljen vsako noč, zvečer se priklopim in zjutraj je potem sledi tisti ritual odklapljanja in prebrizganja tega pik katetra. To je meni zdaj v rutino, to jaz delam z isto vnemo kot takrat, ko sem bil v bolnici, tako da to mi ne dela težav. Seveda prilagoditi moram pa vse zadeve temu, ker zvečer ne morem biti kaj dolgo zunaj, ker moram priti, da se priklopim za prehranjevanje, ker če ne mi potem vse to pade na naslednji dan. Zdaj pa, če imam kakršnokoli obveznost, ali je to zdravnik ali karkoli, torej vedno moram biti na to pripravljen in študirati. Recimo včeraj sem že ob 5. popoldan se priklopil, ker sem vedel, da grem danes v Ljubljano na tole čudovito snemanje. Bi vas pa vprašala, če se vrneva v čas, ko so vam postavili diagnozo, kako je bilo z znaki bolezni, kako ste
Kako so se ti začeli kazati, kdaj ste prepoznali, da je ukrepanje nujno in kako vas je vodila diagnostična pot do končne postavitve diagnoze? Ja, moja diagnoza pravzaprav je bila postavljena po slabem letu od takrat, ko so se mi težave pojavile. Torej, mene je začelo v tem zgornjem delu trebuha, se pravi pod rebrnim košem, začele so se po vsaki jedi bolečine. Ta bolečina, žena mi je rekla včasih, pa malo manj jej, preveč ješ. Prav sem rekel, bom pa malo manj jedel, ampak tudi to ni pomagalo. No in potem sem šel k zdravniku osebnemu v mojem domačem kraju, na Planini pri Sevnici. In zdravnik, tista prva ugotovitev je bila, da pač me nagaja kislina in sem dobil tisto ruporut in tako naprej. In sem dal tisto kuro prvo skozi, ampak to ni pomagalo. Meni so se te bolečine oziroma vedno znova in znova pojavljale. Na to sva pa se odločila za oziroma pihalni test za to bakterijo Helicobacter pylori. Tako. No in tisto je pa pokazalo, da imam heliobakterijo. No in na to je bilo v tistem letu, to je 2021, sem dal trikrat zapored antibiotike skozi, ampak meni se stanje v bistvu je se še slabšalo. Ti antibiotiki niso dobro vplivali na mene, sploh tista zadnja partija je bila obupna. No in na to sem šel na gastroskopijo in takrat, čakalna doba je bila pa takrat, moram reči, 6 do 8 mesecev in sem šel privat. In sem bil v dobrih 14 dneh na vrsti. No in takrat je bil odvzet vzorček iz želodca in v nekaj dneh, zdaj točno ne vem, je to bilo 5 dni ali 6 dni, me pokliče ta zdravnik, ki mi je to gastroskopijo opravil, pravi, gospod Špan, vi imate raka na želodcu. Joj, sem rekel, a res? Ja, je rekel, rak je. Ampak jaz sem še imel upanje, ker sem ga vprašal, koliko je pa velik ta rak, sem rekel, če mi lahko zaupa. Je rekel, tam cirka 5 do 6 mm je premera. Joj, sem rekel, to se bo pa dalo izrezati, ne da? Ne, je rekel, je na takem mestu, cel želodec bo šel ven. No in tako mi je to potem ta zdravnik v Celju mi je uredil, da sem še opravil CT notranjih organov in pa tudi mi je vse on uredil, da so me potem, torej jaz sem dobil samo vabilo iz Onkološkega inštituta, da sem prejemal predoperativno kemoterapijo. No, ampak tudi to se mi ni dobro končalo, ker sem pa dobil trombozo v roki strdke, tako da smo s kemoterapijo končali. Dvakrat na 14 dni sem to prejel. No in na to so mi določili tudi datum operacije. In dr. Idhemović je bil moj operater in v avgustu 2022, 4. avgusta, sem bil v Ljubljani na Onkološkem operiran. Morda v tem kontekstu še eno vprašanje, ki ni vezano direktno, neposredno na vašo bolezen, pa vendarle vpliva na vse poti, ki vas vodijo skozi zdravstvo in skrb za vas. Vemo, da razmere v našem zdravstvu niso najbolj optimalne, kar to kažejo predvsem dolge čakalne vrste. Vemo, da trenutno stavka zdravnikov traja že poldrugi mesec. Zato bi vas v tem smislu vprašala, kakšne so bile vaše izkušnje med zdravljenjem? Kaj v sistemu se vam zdi kot obolelemu, da bi veljalo popraviti? Ste morda kaj pogrešali, na kaj bi opozorili? Torej, vse te moje stvari, ki sem jih jaz v začetku, tisto, kar me je najbolj zmotilo, je bilo to čakalna doba 6 do 8 mesecev. Kamor sem poklical, v bolnico Celje, bolnico Slovenj Gradec in tako naprej, dlje nisem klical, ker to mi je tam bližje mojemu domu. Torej, če imam kako pripombo, je v bistvu samo čakalna doba. Namreč pri takih bolnikih ni dobra čakalna doba, ker v 6 ali 8 mesecih se marsikaj spremeni v telesu. In zato pravim, da
To je edina stvar, ki me je takrat zmotila, zato sem se tudi odločil za samoplačniški pregled za gastroskopijo in to je bilo v 14 dneh opravljeno in diagnostika postavljena. Zato pravim, to je edina moja, bi rekel, negativna izkušnja. Vse drugo vam pa odkrito povem, ko sem prišel na Onkološki inštitut, ko me je sprejela gospa Nežka, doktor Nežka, kako se že piše, joj ne vem, zdaj se spomnim, jaz sem bil sprejet čudovito. Jaz ne morem, nimam pripomb. Tudi ko sem ležal na intenzivnem oddelku, vam povem, osebje je bilo zlato. Jaz sem jim tudi zahvalno pismo napisal, ker tako, ko sem se jaz počutil ob vseh težavah, moram reči, so mi stali ob strani. No. Jaz nimam slabih izkušnje z Onkološkega inštituta. Tudi zdaj, ko hodim na ta prehranski del, še enkrat kapo dol. Zdaj, lahko vam pa nekaj povem. Glede zdravstva, jaz vam povem, zdaj, ko sem bolan, malo bolj spremljam tudi kako sejo, pogledam odbora za zdravstvo. Pa vam odkrito povem, da jo raje ugasnem. Ne gledam, ker se mi zdi, da nekateri mnogo premladi, nekateri mnogo s premalo izkušnjami govorijo o nas bolanih, pa se mi zdi včasih malo izpod nivoja, zato tudi raje ne gledam. V bistvu se mora človek usmeriti v skrb zase in nekako v pozitivne stvari, ki napovedujejo, ki omogočajo razvoj. Tu pa se mi zdi, da smo se na tej ravni v Sloveniji nekje zataknili. Ne? Delim z vami to mišljenje. Mislim, da smo se izgubili. Mislim, da ne gre to v pravo smer. Mislim, da tudi to, kar se zdaj dogaja, jaz to ne občutim, naj priznam. Jaz, ko pridem v Ljubljano na termin, meni vse teče. Ampak, ko pa pomislim na tiste, ki imajo mogoče podobne težave kot jaz, pa ki niso še v tem sistemu, kaj bo z njimi? A imajo oni čas čakati 6 mesecev na diagnostiko? V tistem času se jim marsikaj lahko zgodi. Zato pravim, da nekdo, ne vem kdo, ampak nekdo bi jih mogel čim prej pošlihtati pa reči, dovolj je tega. Tako one z leve kot one z desne, to se pravi vlado in sindikate. Ker to ne pelje nikamor, lete. To trpimo samo bolniki.